pripravljeni na zimsko službo, slovesno odprtje krožišča Senica, na seji tudi o kadrovanju, darovi za Brino in Kornelijo, dan za spremembo, zaposlovanje na kmetiji, na ogled več kot 1000 ptic, gostija v deželi branja, s pesmijo obarvan vikend, 60 vzponov na Katarino. Lepo pozdravljeni. Začenjamo z aktualno temo. Zima se že kaže v vseh svojih razsežnostih, s prvim pluženjem snega, s posipanjem cest. Letos bo svojo pripravljenost na zimsko službo preveril in mi z njim tudi nov pogodbenik, Gorenjska gradbena družba. Izbor, kot vemo, je dvignil kar nekaj prahu. Spomnimo, na razpisu je bila za 2 leti za redno vzdrževanje cest in izvajanje zimske službe izbrana Gorenjska gradbena družba, čeprav je bila dražji ponudnik kot dotedanji koncesionar podjetje Gradkop, saj slednji ni izpolnjeval pogojev v razpisu oziroma ni priložil zahtevanih dokazil. Razpis in izbor je pod drobnogled vzel tudi nadzorni odbor občine Medvode, vendar končnega poročila še ni objavil. Gorenjska gradbena družba je skupaj s podizvajalci izvajalka zimske službe na vseh kategoriziranih cestah in pločnikih na območju celotne občine ter tudi na državnih cestah. Koliko podizvajalcev imate? Naprimer, v vaseh smo navajeni na določene izvajalce zimske službe, sedaj so spremembe kakšne? Ja, poleg naših delavcev Gorenjske gradbene družbe imamo 8 podizvajalcev. Trudili smo se, od poletja naprej smo se trudili dogovoriti se z starimi podizvajalci, z vašimi občani. Z večino smo se uspeli dogovoriti, z vsemi pa žal ne. Med slednje sodi tudi dosedanji izvajalec zimske službe Gradkop. V občini Medvode je sicer kategoriziranih okrog 210 km cest, od tega približno 140 km asfaltnih in 70 km makadamskih. Določen pa je prioritetni vrstni red pluženja, po katerem se zimska služba izvaja. Moramo reči, danes nas sneg ni presenetil in tudi vas najbrž ne. Pa bom vprašala, koliko ljudi je aktiviranih v zimski službi na področju naše občine? Ja, na področju vaše občine je aktiviranih čez 20 voznikov. Poleg tega še strojniki, delavci, pregledniki, ki so že 2 dni praktično na terenu. In iz terena prihajajo kakšne informacije? Najbrž vaši telefoni niso čisto nemi v teh dneh. Ne, klici so z vaše občine, klici so tudi od drugod, glede na to, da sneži ali pa je snežilo po celi Gorenjski. Mi vzdržujemo preko 2000 km, tudi vključno z vašo občino, tako da res niso tiho. Pogoj za pričetek pluženja je, da je na cesti 10 cm snega. Ceste morajo biti po zakonu splužene v 24 urah od začetka sneženja, pločniki pa v 48 urah, razen če je potrebno sneg odvažati. Da bi prav zdaj vam znal povedati, kje so problemi. Bom rekel, manjši problemi. Pač nas kličejo glede tega, da kje še ni splužen, da je kje kakšna, se poznamo to, da se kam kakšen sneg porino na kakšno parcelo. Pač smo dogovorjeni tako, da grejo fantje pogledati, da probamo zadevo odpraviti. Jaz upam, da nam to uspeva. Se pa tudi za kakšno stvar upravičujem, ker smo pač prvič in se trudimo, da bi vam čim boljše pogoje ustvarjali na cestah. Izvajalec zimske službe je tudi letos poskrbel za označitev cest približno 4000 koli z namenom, da označi rob cestišča in pomembne komunalne infrastrukturne objekte, kot so jaški in odvodniki. Iz občinske uprave pa ponovno prihaja opozorilo, da je skladno z 42. členom odloka o občinskih cestah v občini Medvode poleg ostalega prepovedano metati sneg na ceste, v varovanem pasu ceste pa je prepovedano zasaditi živo mejo ali nameščati kakršnekoli predmete z namenom oviranja izvajanja zimske službe. Naše mnenje je, da na cesto v pogojih, kakršni so bili danes zjutraj ob 7, se gre samo, če je to nujno potrebno, normalno, da šola, služba
je to obveznost. Mora pa biti avto opremljen za na cesto. Pravi naslov za informacije ali reklamacije pa je vodja cestne baze Medvode Klemen Pirc. Od sredine poletja do začetka jeseni je gradbeno podjetje Gratel v dogovorjenem roku in po pogodbeni vrednosti realiziral eno izmed težje pričakovanih investicij v krajevni skupnosti Senica, ki je hkrati tudi ena od 3 največjih investicij občine Medvode v letošnjem letu. Izgradnjo krožišča Senica z ureditvijo navezovalnih krakov v vrednosti dobrega pol milijona evrov. Pri naložbi so upoštevali celostno prometno strategijo občine Medvode in tako varno povezali krajevno skupnost Senica s centrom Medvod. Prejšnjo sredo je bilo uradno odprtje krožišča Senica. Domače umetniško društvo je pripravilo povezovalni program in recitacije, na odprtju je zapela vokalna skupina Fone Megale, zbranim sta spregovorila župan Nejc Smole in predsednik krajevne skupnosti Senica Stanislav Ulanec, ki sta na sam dogodek prispela s kočijo, krožišče in križ, ob njem pa je blagoslovil surški župnik Jože Čuk. Za konec slovesnosti so trak z županovo pomočjo prerezali otroci. Po uradnem delu pa so bili vsi prisotni povabljeni na nadaljnjo praznovanje in druženje pod kozolec. Gre predvsem za strateško naložbo, po eni strani, da z hodnikom za pešce povežemo šolsko pot oziroma pot vseh prebivalcev Zgornje in Spodnje Senice do osnovne šole oziroma do centralnih dejavnosti. Tega ne smemo pozabiti, tudi to, da se izgrajuje na tem delu tudi kolesarska steza, naprej pa označuje. To je en aspekt tega projekta, drug je pa zagotovo strateško to krožišče umeščeno tudi zaradi vse industrije, ki gre spodaj na otok, torej nekako so Žefi in pa Papirnica, pa tudi vemo, da nekatera druga podjetja tukaj vozijo glavni tovor. Torej, z izgradnjo tega krožišča občina sledi začrtanemu državnemu prostorskemu načrtu, ki nekako planira priključek na državno cesto na Jeprci. Mogoče glede na to, da je ta cesta po novem tudi varna, se mogoče malo bojite za šolski avtobus? Ne bojimo se, čeprav so nekje vprašanja ali pa pritiski določenih staršev, da bi še počakali za šolski avtobus. Jaz mislim, da moramo pospeševati miselnost, ne glih miselnost, ampak otroci morajo več gibati in ta šolska pot, ki je zdaj varna, je glih tem našim otrokom namenjena, da bi več gibali. Gradnja krožišča se je začela, ker je obstoječe cestišče bilo preozko, na posameznih delih dotrajano, slabo urejenim odvodnavanjem in brez urejenih površin za pešce, čeprav je nemalokrat služilo za šolsko pot. Obstoječe križišče pa ne da je bilo le slabo urejeno, ampak nevarno z neustrezno prometno signalizacijo. Z investicijo so v občinski upravi torej sledili celostni prometni strategiji občine Medvode, saj so na nevarnem cestnem odseku zgradili nov pločnik in del kolesarske steze ter s tem povezali krajevno skupnost Senica s centrom Medvod. S tem je bila zgrajena tudi varna šolska in sprehajalna pot, hkrati pa izboljšan prometni režim na cesti, ki je vedno bolj obremenjena tudi s tovornim prometom. Na podlagi javnega naročila je bila kot najugodnejša izbrana ponudba podjetja Gratel d.o.o. iz Kranja in ker je bila ugodnejša od pričakovane, se je celoten projekt lahko izvedel v enem letu in ne tako, kot je bilo načrtovano v 2 letih. Pohvale župana so prejeli še posebej, ker so projekt izvedli v krajšem času in nekaj tisočakov pod dogovorjeno vrednostjo. Pravzaprav ta projekt niti ni imel nekih res velikih težav. Vsak projekt ima v svoji izvedbi odprta vprašanja. Zagotovo je bilo tukaj zelo veliko lastnikov zemljišč, konec koncev so tudi kar precejšnje kvadrature šle, zato ker samo krožišče za tovorni promet tega ranga zahteva tudi svoj radius. Sicer pa moram reči, da izredno korekten izvajalec, eden redkih, ki se je več kot držal pogodbenega roka po eni strani, predvsem pa, če kakšen dan pogodbenega roka občine niti ne skrbi tako zelo, nas pa zelo pogodbena cena in tudi tukaj so bili v skladu s tistim oziroma pod pogodbeno vrednostjo, ki je bila podpisana. Kljub temu, da je občinski svet sprejel sklepe, ki bi omogočili tudi razlastitev lastnikov zemljišč potrebnih za izvedbo projekta, če ne bi prišlo do dogovora, pa ta ukrep ni bil potreben, še več, eden izmed lastnikov zemljišč, Janez Deželak, je le to ponudil brezplačno. Jaz sem zelo pozitivno
naštiman, da so tole v tako kratkem času tako lepo cesto naredili, pa za povrh vsega tega imamo še javno razsvetljavo. Mi smo tako kot sred mesta zdaj. Mi smo vas, ki je priključena k mestu. Res lepo. Ja, z vsemi lastniki je bilo najdeno soglasje, da so se zemljišča odkupovala po enaki ceni. Se pravi, jaz mislim, da je bilo to tudi sporočilo, ki ga želimo pošiljati pri investicijah že kar nekaj časa, da tisto, kar se dogovorimo, velja od prvega do zadnjega. Seveda so potem razni hišni priključki in podobno, kjer se je treba prilagajati, da ljudje lahko normalno ali pa če se le da boljše živijo, pa vseeno, ko govorimo o nakupih in odkupih teh glavnih zemljišč, pa to, da če so enaki vatli za vse, potem je tudi razumevanje večje. No, pa je tudi prometni režim. Cesta, ki vodi iz krožišča Senica v smeri proti naselju Spodnja Senica, je enosmerna za vsa motorna vozila. Na cesti, ki vodi od krožišča Senica proti Svetju, pa je prepovedan promet za tovorna vozila. Se vsi prebivalci dejansko sprijaznili s tem stanjem novim? Skoraj vsi, no, moram biti iskren, skoraj vsi. Ampak ta projekt ni od danes ali pa od letošnjega leta. Ta projekt smo delali 4-5 let in so vsi krajani vedeli, kaj bomo počeli, ker pa manjka zemljišče in ni bilo možno izgraditi dvosmerne ceste, smo bili prisiljeni nekako iti v ta projekt. Če smo hoteli imeti pločnik za kolesarje, pa za pešce in je pač bilo to v tem danem trenutku najboljša rešitev. Kaj pa za vas pomeni ta pridobitev za Senico, ki smo jo danes odprli? Odlično. Ljudje lepo hodijo, zdaj je ogromno pešcev, veliko sprehajalcev, kolesarjev. Meni je to všeč. Jaz tudi rada hodim in rada kolesarim in je super. Pa varno za otroke, ne? Ja, za nas mlajše, mogoče za nas mlajše družine, sploh pomeni to zdaj neka nova varna pot do Senice, do šole tudi, a ne? Razsvetljava po noči, se spomnim, ko sva zdajšnjo ženo bila še fant in punca, sva po noč hodila v temi skozi pole, no zdaj se ne bojo mogli več tako skrivati. Več brzine bo. Okrog prideš, pa si v vasi, ne, to. Ja, ker... Pa vas kaj moti, da je enosmerni promet sedaj? Pa moti, ja, zato sem že navajen na dvosmeren. Tudi prihodnji teden v sredo, ko naj bi se prižgale praznične luči in odprlo drsališče pred občino Medvode, se obeta slavnostni prerez traku in to na večji naložbi v mestu, na obnovljeni drugi fazi Medvoške ceste. Narejen pa je še en korak naprej za največjo naložbo prihodnjih let. Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković, župan občine Vodice Aco Franc Šuštar in seveda župan občine Medvode Nejc Smole so pred tednom dni podpisali pogodbe za gradnjo, nadzor in odnose z javnostmi za prvi del velikega kohezijskega projekta nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v mestni občini Ljubljana. Vsi trije župani so podpisali pogodbe z izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, in sicer za gradbena dela z delniško družbo Javna razsvetljava v vrednosti dobrih 28 milijonov evrov, za nadzor del z družbo DRI upravljanje investicij v vrednosti dobrega pol milijona evrov in za storitev odnosov z javnostmi s podjetjem Frontal v vrednosti dobrih 40 tisoč evrov. V okviru prvega dela velikega projekta bo v občini Medvode na novo zgrajenih 22 km odpadnih kanalov in 2 črpališči odpadne vode, v občini Vodice pa dobrih 9 km kanalov. V mestni občini Ljubljana pa bo zgrajen povezovalni kanal C0 v skupni dolžini dobrih 12 km in zadrževalni bazen. Na novo bo na javno kanalizacijo priključeno približno 3600 prebivalcev naše občine in 1100 prebivalcev občine Vodice. Z izgradnjo povezovalnega kanala C0 pa se bo bistveno zmanjšalo obremenitev obstoječega centralnega kanalizacijskega sistema v Ljubljani. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je podpisal še pogodbo z izvajalci, ki so bili izbrani za izvedbo druge faze projekta, izgradnjo tretje faze centralne čistilne naprave Ljubljana. Več o tej temi pa v prihodnjih oddajah. Včeraj so se na svoji 25. redni seji sestali tudi občinski svetniki, ki tako vstopajo v zadnje leto 4-letnega mandata.
Tudi o njihovih odločitvah več v prihodnji oddaji, danes pa le nekateri pomembnejši poudarki. Občinski svetniki so na včerajšnji seji sveta dali svoje soglasje k predčasni razrešitvi Gorazda Renka s funkcije direktorja javnega zavoda Sotočje in dali svoje soglasje k imenovanju Aleša Kalana za vršilca dolžnosti direktorja, dokler se ne imenuje novi direktor oziroma za največ leto dni. S tem so sledili odločitvam sveta javnega zavoda, ki mu predsednikuje Katarina Galov. Za prihodnje sejo pa so zaradi pomanjkanja informacij pustili dokončno odločitev, ali občina Medvode prevzame funkcijo soustanoviteljice osnovne šole Jela Janežiča s prilagojenim programom v Škofji Loki, v katero je sicer vpisanih kar 21 medvoških učencev. Šola pa se sooča s prostorsko stisko. Občinski svetniki so dali svoje soglasje tudi k višji ceni storitve pomoč družini na domu, do katere je prišlo zaradi poletnih državno določenih uskladitev plač oskrbovalk. Dali so tudi prvo zeleno luč 6 različnim osnutkom, kar pomeni, da bo tematika še enkrat na dnevnem redu seje, preden bo dokončno potrjena. Tako so med drugim sprejeli tudi osnutek spremenjenega programa opremljanja in kriterijev za odmero komunalnega prispevka, ki bo zaradi pridobitve kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije v tem segmentu za bodoče graditelje nižji za 25%, medtem ko bo za obstoječe lastnike, ki bodo z greznic prešli na kanalizacijo, veljal 50% popust. Sicer z muko, ampak iz nuje so občinski svetniki potrdili tudi osnutek prostorsko-ureditvenih pogojev, ki bo omogočil, da bo novi lastnik propadajočega nekdanjega Sokolskega doma oziroma kasneje zdravstvenega doma Medvode in poslovne Donitove stavbe lahko zgradbo podrl. Obstoječi prostorski akt je namreč omogočal le njeno obnovo. Kaj pa bo podjetje Hermes lahko gradilo, pa naj bi dorekel novi občinski prostorski načrt. Parkirišč pač ne. Kot pa rečeno, o posameznih odločitvah podrobneje prihodnjič. Že 26. leto zapored se tudi naša televizija vključuje v teden slovenske Karitas. Letos z 2 uri trajajočo nedeljsko oddajo Klic dobrote, ki nastaja v sodelovanju z župnijsko Karitas Smlednik. Tekom let ste z denarnimi sredstvi, ki smo jih zbrali v naši oddaji, pomagali številnim družinam, posameznikom, organizacijam in ustanovam. Letos bosta darov deležni 2 6-letni deklici s cerebralno paralizo. Obe, tako Brina iz Vaš kot Kornelija iz Zavrha, sta se rodili predčasno, v 30. tednu nosečnosti. Cerebralna paraliza res ni bolezen, ampak je okvara. Prišlo je pa do tega, zato ker je bilo pomanjkanje kisika v možganske celice. Ona se je rodila 2 meseca pa pol prezgodaj. Bila je klinično mrtva in ker so jo oživljali, je v bistvu prišlo do tega pritiska, preveč do tega pritiska in je kri zalila možganske votline in je posledica tega je cerebralna paraliza. Tu se je zgodba začela že, ko je bila žena še noseča, ker sva šele v 5. mesecu pač zvedela, da imava dvojčke. In zelo težko nosečnost je imela, vedno je nekaj, je bilo slabo, pa bolel, pa tako. In v bistvu se ni toliko merkala. Ja, slabo je bilo. Na kar je pač rodila 28. septembra, kar je bilo v bistvu 30. teden. In je bilo za 2 meseca pa pol prehmal in sta prijokala Žan-Luka pa Kornelija in tam se je pol tudi v 3 dan zgodila dihalna stiska, krvavenje v možganih in pač to je pustilo posledice. Obe, tako Kornelija kot Brina, sta bili v Združenih državah Amerike na operaciji, imenovani selektivna dorzalna rizotomija. Opravljena je bila operacija hrbtenice in poseg na nogah, kar jima je zmanjšalo spastičnost, kar preprosto pomeni, da nista več v krču. Mišice pa so bolj sproščene, kar omogoča lažje življenje staršem, pa tudi deklicam samim. Starši obeh, tako Brine kot Kornelije, so si za cilj zadali, da odrasteta v čim bolj samostojni osebi, da se postavita na lastne noge, tako in drugače, in da gresta drugo leto jeseni v običajno osnovno šolo.
in da bi poseg, ki je Brino že sedaj postavil na noge, ob opori sicer, imel tudi dolgoročen učinek, od operacije je nekaj manj kot 2 leti, bodo potrebne terapije, dokler ne odraste. Trenutno ima 1 do 2krat na teden delovno terapijo, 2 do 3krat fizioterapijo, 1krat plavanje in 1krat jahanje. In kaj od tega recimo je plačano strani zavarovalnice? Kaj? Zavarovalnica ji krije eno fizioterapijo pa eno delovno terapijo. Ne? Zdaj pa še to je, ker je še to bom rekla, je teh otrok s takimi okvarami, je zelo težko prideš, bom rekla, na vrsto. No. Če bi ocenili te stroške dodatni, ki se naberejo skozi mesec, v primerjavi z majem? Ja, je kar velika. No. Bom rekla, ena plača pa pol gre, bom rekla, sam za Brino na mesec. Ko bodo ljudje darovali za Brino, kaj ji bojo s tem omogočili? Kvalitetno pa samostojno, bom rekla, življenje, ki ga bo ona nudi. Plus tega ji bojo pa omogočili, bom rekla, vse te dodatne terapije, ki jih nismo zmožna, bom rekla, sama, bom rekla, plačati. Pa ves ta trud, katerega smo zdaj vložili, da ga ne bomo, bom rekla, za manj stran vrgli. Od Kornelijine operacije šele pol leta. Trenutno je vsako dopoldne na rehabilitaciji v Soči, kjer se med drugim uči upravljati tudi električni voziček. In kot Kornelija z veseljem pove, ga bo kmalu lahko odpeljala s sabo domov. Terapevtska ura je 40 evrov, no. 40 evrov, ja. Zdaj, ko smo v Soči, imamo majčkeno manj, no, drugače pa 4 terapije povprečno na teden. Ena je tudi v zdravstvenem domu dodatno, no, ki nam pripada, tako da ja, skoraj ena plača, kar gre z lahkoto za terapije, no, dodatno. Imamo pa tudi za njo pač tele upornice bi radi ponovno jih nabavili za njo, ker ji pač nogico izvija, no, stopalo. Ja, nemške so, ja, zato ker pač pri nas jih ne znajo narediti tako dobro, no. Niso prilagojene za njo in smo primorani iti v Nemčijo to kupiti, no. Če vas sedaj vprašam čisto konkretno, če bodo ljudje v nedeljo pač darovali tudi za Kornelijo, kaj bojo s tem omogočili? Ja, nakup opornic za popravek njenih stopal, kar je ključnega pomena, no, to. Sredstvi zbranim v nedeljo bi torej Brininim staršem pomagali pri financiranju dodatnih terapij, medtem ko Kornelijini starši zbirajo sredstva za dinamične ortoze ortopedske klinike v Nemčiji, ki stanejo 12 000 evrov. Prve so kupili sami, pri drugih pa upajo na pomoč darovalcev. Več o Brini in Korneliji, 2 pogumnih deklicah, pa v nedeljski oddaji Klic dobrote. Že v soboto pa bo v domu krajanov Pirniče potekal tradicionalni koncert vseh župnijskih Karitas. Še ostajamo v Pirničah. Društvo upokojencev Pirniče že vrsto let v tem prednovoletnem času pripravi dan za spremembo. Dan za druženje, na katerega povabi predvsem vse člane, ki jim zdravje še omogoča prihod v dom krajanov. Ob tej priložnosti izkažejo majhno pozornost tudi vsem okroglim jubilantom nad 80 let. Med svojimi člani imajo tudi letos 100-letnico. Dan za spremembo je za Društvo upokojencev Pirniče postala stalnica v tem predprazničnem obdobju. Stalnica je postal tudi program druženja. Najprej monokomedija, nekaj pozdravnih besed in zahval ter obdarovanj, nato pa druženje v avli doma krajanov. Ker mislim, da rabimo tudi nekaj prijetnega, nekaj lepega druženja v tem prednovoletnem času, ko dejansko se oziramo nazaj na preteklo leto, ki tako hitro mine, vsako leto hitreje mineva. In seveda istočasno že gledamo naprej, delamo načrte, delamo razne obljube, ki jih največkrat tudi potem ne moremo uresničiti. Če pa se obljubi manj, se pa to da tudi speljati. V Društvu upokojencev Pirniče, ki je lansko leto praznovalo 40 let delovanja, so letos najbolj ponosni na dobro izpeljano srečanje upokojencev 3 društev v času občinskega praznovanja v mesecu juniju. To je bil za nas velik zalogaj, ker prvič se je
zgodilo, da smo na našem lastnem terenu pripravili istočasno z odprtjem šolskega igrišča, tako da vprašanje je bilo veliko, skrbi še več, organizacije ogromno, ampak na koncu se je vse krasno izteklo in res smo ponosni na ta pretekli dogodek. Za tokratno priložnost so izpostavili tudi sodelovanje na 17. festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, kjer se je predstavila skupina članic s svojimi ročnimi deli in ansambl Dobri prijatelji v sestavi pevki Ines Obrez in Ivica Debeljak ter glasbeniki Ciril Debeljak, Dušan Skok in Čedo Banjac. Ansambl, ki najbolj uživa v igranju narodno-zabavnih skladb, deluje pod okriljem Društva upokojencev in je tudi tokrat poskrbel za glasbeno podlago nadaljnega druženja. Že sicer se je vabilo na dan za spremembo odzvalo kar lepo število članov. Ja, vesela sem za vse, ki lahko pridejo. Nažalost jih kar nekaj jubilantov ni moglo priti, kot ste videli, smo posebej pripravili malo pozornost in skromna darila z rožicami, ki so jih izdelale naše članice krožka za ročne dele. Stalnica je že, da ob tej priložnosti izkažejo majhno pozornost tudi vsem jubilantom, ki so v letošnjem letu praznovali visoko okroglo obletnico. 8 jih je praznovalo 80 let, 10 85 let in 6 90 let. Seveda pa se že drugo leto zapored lahko pohvalijo z dolgoživostjo svojih članov. Letos je namreč 100 let dopolnila Cirila Jesihar, ki pa jih je tokrat pozdravila le od doma. Naša prva skrb je naše zdravje in v vseh novoletnih čestitkah želimo seveda najprej zdravje. Prejšnji četrtek je v sejni dvorani občine Medvode potekala druga delavnica lokalne akcijske skupine za mesto in vas, tokrat na temo zaposlitvene priložnosti na kmetijah. Potrebe so, kot je bilo slišati, velike. Zaposlovanje težje zaposljivih v kmetijstvu pa je bilo zadnja leta tudi v ospredju teoretičnih razprav. Projekt zaposlitvene priložnosti na kmetijah izvaja lokalna akcijska skupina za mesto in vas, skupaj še s 3 lokalnimi akcijskimi skupinami, ki delujejo na območju Dolenjske, Bele krajine, Trebnjega, Žužemberka, Kočevje in Ribnice. V Medvodah so tokrat 10 Medvoščanom in še z 2 iz sosednjih občin predstavili dobro prakso kmetije Zadrgal, ki je Zavodom za socialno podjetništvo na podeželju Grunt iz Komende v 3 letih zaposlila 8 ljudi, od teh 5 težko zaposljivih invalidov na zaščitenih delovnih mestih. Zgleda zelo v redu in verjamemo, da pač smo tudi tem ljudem, ki smo jih zaposlili in pa celotni v bistvu lokalni skupnosti dali nek ta pozitivni družbeni učinek. Delavci, ki so pa zaposleni pri nas na zaščitenih delovnih mestih, opravljajo tista dela, za katera so usposobljeni in za katera jih tudi mi tokom zaposlitve ali preden pridejo v zaposlitev k nam v času usposabljanja, za katere jih usposobimo. Mi jih usposabljamo za konkretna delovna mesta, na teh konkretnih delovnih mestih so potem tudi zaposleni. Mi smo se odločili, da gremo v to zgodbo, zato da te ljudi, ki so že delno usposobljeni in izhajajo iz lokalnega okolja in živijo na kmetijah, pa niso sposobni neke trajne zaposlitve oziroma jih delodajalci ne zaposlujejo, da njim odpremo ta delovna mesta in jih potem tudi na tista dela, za katere so lahko sposobni delati, teh na tistih delih tudi zaposlimo. Konkretnih podatkov, koliko je težje zaposljivih na podeželju oziroma upravičencev na zaščitenih delovnih mestih, ni. Posabljanje, ki smo ga mi upravljali pri nas na kmetiji, smo delali za naše lokalno okolje. Zdaj, namen projekta, v katerem mi sodelujemo kot primer dobre prakse, je pa to, da bi se takšne v bistvu oblike postavljale po različnih delih Slovenije, z našo seveda pomočjo, da ljudi usposobimo, da bi to vzpostavili. In na teh konkretnih kmetijah, na teh konkretnih delovnih mestih bi se konkretni ljudje iz tega lokalnega okolja usposabljani in usposabljanje bi izvajali tudi ljudje iz lokalnega okolja. Se pravi, ni intenca našega zavoda, da bi posegali drugam, mi
ponudimo svoj know-how, povemo, na kakšen način smo se mi srečevali s težavami, izzivi, kako te rešiti, zato da ni vsakemu posebej treba orati ledine, ampak mi smo ledino zorali, zdaj pa ponujamo ljudem rešitve, tistim, ki bi se zaželeli iti v takšno zgodbo, kakršno smo mi nekje realizirali, da bi oni to znanje izkoristili in postavili pač delovna mesta za ljudi, ki si jih sami niso sposobni ustvariti. In koliko je sploh kmetij v Medvodah in koliko je zaposlenih na njih? Poglejmo številke, ki so nam jih posredovali iz Kmetijsko-svetovalne službe Medvode. Subvencije oddaja 136 kmetij iz občine Medvode. 55 kmetij je takih, na katerih je vsaj eden zaposlen na kmetiji. Največja kmetija v občini Medvode ima preko 100 glav velike živine. Na njej pa obdelujejo preko 45 hektarov kmetijskih zemljišč. Večina kmetij je usmerjena v govedorejo. Glavna panoga v ravnini, kjer se kmetje v Medvodah tudi najbolj razvijajo, je prireja mleka. Pitanje oziroma reja mesa pa se razvija predvsem v hribovitem delu. Kmetje oddajo večino mleka preko kmetijske zadruge Medvode. Nekateri rejci imajo še mlekomate, na katerih poleg mleka prodajo še jogurte in druge izdelke. Nekaj kmetij se ukvarja s sadjarstvom in vrtnarstvom. Posamezne kmetije so zaradi smrti nosilcev kmetijskega gospodarstva prenehale s kmetovanjem. Kmetijsko zemljo pa so svojci oddali v najem. Po podatkih Mojce Lovšin iz Kmetijsko-svetovalne službe Medvode se število kmetij na območju občine Medvode v zadnjih letih bistveno ni zmanjšalo. Vse več je pa zanimanja za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, kot so pekovski in mlečni izdelki in predelava žit. Za komentar smo zaprosili udeleženca delavnice. Naša kmetija dela že trenutno kar težko obvladuje delo, ki ga imamo, tako da nam bi občasno ali pa redno kakšna delovna sila prav dobro prišla. Mi malo razmišljamo o tem, prvič hčerka študira tole smer, specialno pedagogiko, drugič pa vidimo v teh administrativnih zagatah velike probleme in se tega ne upamo lotiti. Tako da ne vem, a bi šli v to, a ne. Polenčeva kmetija na Senici je zelo mehanizirana. Na njej imajo registrirano dopolnilno dejavnost s kmetijskimi stroji. Cilj je, da so ti kmetijski stroji tudi čim bolj izkoriščeni. Težave pa so v konicah oziroma ob setvi, košnji in spravilu pridelkov. Rabimo bolj usposobljen kader, in tukaj vidim mehano omejitev, ker ne moreš vsega delavca dati na traktor, da dela s traktorjem ali pa kaj podobnega. Na največji kmetiji v občini Medvode, Mis v Zavrhu, je poleg zakoncev Cirile in Tomaža še en zunanji zaposlen. Občasno jim pomagajo študenti in drugi, ki delajo preko podjemnih pogodb. Zaposlovanje invalidov na kmetiji je res zanimiva stvar in je pravilno, da se tudi taki ljudje vključujejo v delo in v mrežo, da so si tudi sami sebi bolj pomembni in povezani za naravo, z vsem, sploh na kmetiji je to zelo dobrodošlo. Seveda, vse ljudi na vsa delovna mesta res ne moreš dati, lahko ti pa pomagajo v različnih delih, ki jih je pa na kmetiji res veliko. Že recimo čiščenje okrog v okolici kmetije in te stvari bi bilo zelo dobrodošlo. Na podlagi te delavnice vas zdaj vabijo, da se pač izdela nek poslovni načrt, projekt, potem se sešteje pluse, minuse. Boste šli v to zadevo? Glejte, moramo se skupaj zbrati, cela družina in o tem predelati, kako bo to šlo, bomo pa vedeli. Zanimanje in odziv Medvoščanov sta bila torej kar razveseljiva.
Interes je precejšen, zelo dober je bil odziv, kar se je pokazalo tudi v koncu delavnice. Namreč v naslednjih fazah tega projekta zaposlitvene možnosti na kmetijah je, da se postavijo tudi pilotne kmetije, kjer bi se ta know-how, da rečem, implementiral tudi na teh kmetijah, ki bi pokazale interes, in že tukaj so kar konkretno par kmetij danes pokazalo, da bi pa šle v to zgodbo. Projekt zaposlitvene priložnosti na kmetijah bo trajal do junija 2018. Do takrat pa bosta med drugim izbrani 2 pilotni kmetiji kot primer dobre prakse. Usposobljena bosta 2 promotorja za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij, izdan bo priročnik o možnostih zaposlovanja na kmetijah kot novi priložnosti za trajnostni razvoj podeželja. Konec tedna v soboto in nedeljo je bilo v športni dvorani Medvode na 26. državni razstavi na ogled več kot 1000 ptic 130 rejcev iz 20 slovenskih društev, ki so povezani v Zvezo gojiteljev ptic Slovenije. Med nagrajenimi rejci so bili tudi Medvoščani, 2 pa sta s svojimi pticami postala tudi šampiona skupine. Glavni organizator 26. državne razstave ptic Društvo za varstvo in vzgojo ptic Lišča Kranj je medvoško prizorišče označil za idealno. Ja, tukaj v Medvodah smo naleteli na zelo primeren in zelo lep objekt, ki je naravnost fantastičen za izvedbo take razstave. Tukaj je nekje lep del dvorane razsvetljen z dnevno svetlobo, kjer ptice pridajo še bolj do izraza v svojih barvah, oblikah in postavi. Ptice so bile razvrščene v 19 skupin, od barvnih kanarčkov, postavnih kanarčkov, eksotov, križancev, favne Evropa, papig, skopčevk, srednjih in velikih papig. Po mnenju zbora sodnikov so rejci ptice dobro pripravili na razstavo. Ptica mora ustrezati predpisom svojih standardov. Tukaj je najvažnejša postavka postava ptice, da ustreza standardu, položaj, drža, potem pa barva perja, uperjenost, drža nog, oblika glave. Na splošno mora vse svoje karakteristike pokazati, da pokaže ustreza tem predpisom za svojo vrsto. Na državni razstavi, ki je tudi najvišje rangirano tekmovanje gojiteljev ptic Slovenije, je bilo tokrat razstavljeno 1053 ptic 130 rejcev iz 20 slovenskih društev, ki so povezani v Zvezo gojiteljev ptic Slovenije. Med nagrajenimi gojitelji so bili tudi Medvoščani, 2 pa sta s svojimi pticami postala tudi šampiona skupine. Ja, nisem osamljen, imam tudi prvega soseda, rejca eksotičnih ptic, Škul Milana, pa jaz sem. Drugače pa do tega sem pa prišel že od majhnega, ker smo začeli kot otroci, po trgovinah malo opazovati, gledati, in pa je prišla ena ljubezen do teh ptic in začel se je počasi malo kot hobi, zdaj pa že kar kot športno. Danes ste razstavljali, kaj je na razstavi vašega? Ja, danes sem razstavljal kanarčke, jaz pretežno gojim kanarčke, imam tukaj nekaj papagajev, od tega par parov skopčev, pa nimfe. Drugače pa tekmoval sem z lipokromo rdečimi kanarčki, mozaiki, pa rumenimi. Osvojil sem eno prvo, pa 3 druga mesta. Poleg Milana Škulja, ki je prav tako član kranjskega društva Lišček, je šampion skupine postal tudi Alojzij Lah iz Golega Brda, predsednik Društva za varstvo in vzgojo ptic Grilček Ljubljana, ki je na razstavo pripeljal kar 38 ptic. Rezultati sem zadovoljen, saj sem dobil skupaj 12 uvrstitev, se pravi 8 zlatih medalj, 3 srebrne, 1 bronasto. In to so rezultati povprečni oziroma običajni za vsako leto. In če vas sedaj vprašam, koliko pa je potem ptic še doma? Doma je vsaj še 5-krat, če ne 10-krat toliko, ker to so samo izbrani, ko izbrana kakovost pri živilih, tako izbrana kakovost pri pticah. Pripelješ samo izbrane živali, tiste, ko veš, da so tipični predstavniki svoje vrste. Lahko rečete, da vsaka ptica ima svoj rodovnik skoraj, da? Ja, tako rekoč, mi smatramo, da ptice, te, ko so na razstavi, celo morajo imeti rodovnik, pa ne rodovnik v smislu psa ali koga drugega, ampak vsaka ta ptica je obročkana, se pravi 100% sledljiva
izvaljena pri rejcu, iz obročka se razbere, se pravi država, leto izvalitve, rejec in društvo, kateremu pripada ta rejec. Njegova ljubezen do ptic izhaja še iz otroštva in tudi zato pravi, da lahko prav vsak otrok pri njem dobi zastonj ptico, da jih le ne lovi v naravi, kar je sicer strogo prepovedano. Primeren rejec za te živali mora biti prvič ljubitelj te vrste živali oziroma ptic, potem pa, ni tako zahtevna stvar, mora pa imeti veselje za vsakodnevno oskrbo, za čiščenje, za vzgojo, če želi gojiti, je treba pripravljati gnezdilnice. Načeloma je pa to lahko, če to ne presega ne vem kakšnih okvirov, lahko zelo sproščujoč hobi. Dan splošnih knjižnic, ki se obeležuje 20. novembra, je za vse knjižnice lep praznik, ki se ga je večina knjižnic, tudi Medvoška, odločila praznovati skorajda cel teden. Od 20. do 24. novembra se je odvijal pester program. Dan brezplačnega opisa, literarni večer Sanjo Lončar, razstava knjižnih del domozdanskih avtorjev, odprtje izposoje igrač in filmski večer, razstava najbolj branih knjig za otroke in mlade skozi čas in še kaj. Dan splošnih knjižnic, ki se obeležuje 20. novembra, je za vse knjižnice lep praznik, ki so ga letos praznovali pod sloganom Gostija v deželi Bran. Akciji, ki jo organizira Združenje slovenskih splošnih knjižnic, se je pridružila tudi knjižnica Medvode in tako so se kot eni od 58 knjižnic po Sloveniji odločili, da ponudijo pester program kar od 20. do 24. novembra. Na sam praznični dan pa so imeli dan brezplačnega opisa. Novi člani se kar opisujejo, vsak teden zagotovo pridobimo kakšnega oziroma več novih članov. Večinoma so to otroci, osnovnošolci, ki se pridejo opisati, pa tudi starejši. V ponedeljek na dan brezplačnega opisa pa se je opisalo 16 novih članov. Seveda nas je zanimalo tudi, kakšni bralci so Medvoščani. Bralci so zelo različni. Nekateri prebirajo strokovno gradivo, nekateri raje leposlovje. Največ pa se izposojajo leposlovja, kriminalk in pa teh najbolj aktualnih gradiv, kot so Ogenj, rit in kače niso za igrače, Na terapiji in tako naprej. Na programu minulega tedna je bil še literarni večer Sanjo Lončar, razstava knjižnih del domoznanskih avtorjev v sklopu bralne značke Beremo na Sotočju, kjer še posebej vabijo k prebiranju medvoških literatov, odprtje nove akcije, izposoje igrač, filmski večer in razstavo najbolj branih knjig za otroke in mlade skozi čas, katerega so pripravili s pomočjo ankete. V knjižnici pa niso aktivni le te dni, vendar so z različnimi akcijami, ki jih ponujajo svojim obiskovalcem, aktivni celo leto. Imamo različne akcije za vse starostne skupine, za otroke recimo imamo Medvodko bere ali pravljične urice, ustvarjalno-izobraževalne urice, delavnice z društvom Reks in Mila, za odrasle pa naprimer bralno značko za odrasle Beremo na Sotočju in pa zdaj najnovejši projekt s pisano besedo skupaj napolnimo skledo, kjer v bistvu s knjižnimi darovi, ki smo jih prejeli, pomagamo ogroženim družinam, sodelujemo s CSD Šiško enoto Medvode, bralci vzamejo knjige, podarjene knjige in jih zamenjajo s hrano. Za pest zemlje, a za polno prgišče lepot, to je naša Slovenija, je bila rdeča nit sobotnega koncerta moškega pevskega zbora župnije Preska pod vodstvom Marka Jankovca v pastoralnem domu, saj so nas s pesmijo popeljali po celotni deželi. Še preko meja pa nas je s pesmijo dan prej v domu krajanov Sora popeljal tudi oktet Lipa pod vodstvom Jane Debeljak. Pod okriljem KUD-a Oton Župančič Sora trenutno prepevajo 3 pevski sestavi, moški pevski zbor z najdaljšo tradicijo, dekliška vokalna skupina Sorške kresnice z najkrajšo in mešani oktet Lipa, ki je bil ustanovljen leta 1993. Prvotno so nameravali ustanoviti moški kvartet, toda že po nekaj srečanjih so ugotovili, da je boljša ideja mešani oktet. Saj je bilo tovrstnih sestavov zelo malo. In zakaj Lipa? Ker je Lipa zelenela je prva pesem, ki so se jo naučili in že sicer je bila Lipa pomemben simbol države. Vse od ustanovitve naprej je umetniška vodja okteta sopranistka Jana Debeljak.
Na tokratnem letnem koncertu, ki ga je zvezdno besedo spremljala Andreja Gabor, so tokrat zapeli Beno Kastelic in Miran Jamnik bas, Rudi Zevnik in Silvester Gabor tenor, Božena Gabor in Metka Tehovnik alt in poleg Jane Debeljak tokrat začasno kot druga sopranistka Simona Osredkar. Slednja je zadnje leto dni tudi članica ambientalnega sestava Cvetoča jesen, ki ga je Sorški oktet povabil v goste. Na citrah jo je spremljal Zvone Horvat in na harmoniki Janez Zupan, ki skupaj muzicirata že dobrih 10 let. Tako kot gostje je tudi oktet Lipa zapel slovenske narodne in avtorske, v prvem delu vezane na obdobje martinovanja, v drugem delu pa ljubezenske. Zimzelene popevke in ob spremljavi harmonikarja Tomaža Dobnikarja tudi priredbe iz zakladnice Slavka in Vilka Avsenika. Že 4. leto zapored je letni koncert moškega pevskega zbora Župnije Preska v polni dvorani Valentina Oblaka v pastoralnem domu Preska moderiral Janez Dolinar. Prebiral je vezni tekst, ki ga je pripravil Franci Bečan in med drugim prebral tudi eno izmed njegovih črtic. Črtici je naslov Hrast, sega pa obdobje pred 50 leti, ko sem bil pač 50 let mlajši. V bistvu rad bi novim generacijam predstavil takratno življenje, ko smo na vasi živeli drugače kot danes. Danes so mobilni telefoni, pametni telefoni, računalniki, takrat smo se pa več družili in več opazovali svoje starše, sosede. Ducat let šteje moški pevski zbor Župnije Preska, le leto manj, od leta 2006 pa jih vodi zborovodja Marko Jankovec. Letošnje število pevcev je 15, saj se jim župnik Jure Koželj zaradi drugih obveznosti ni uspel pridružiti na sredinih vajah. Letos so jih zabeležili kar 40. V zadnjem letu smo nekje ostali v takem sestavu kot prej. Zelo sem vesel, da se zboru vsake toliko časa pridruži kakšen nov, mlad, obetaven pevec. To so večinoma ljudje, ki se preselijo v okolico in ker imajo že od otroštva nekaj v sebi, radi pojejo, se nam hitro pridružijo. Pojemo pa podobne pesmi, nekaj sakralnih, pojemo maše in pa slovensko narodno pesem. Program letnega koncerta je bil sestavljen iz 3 delov, vsaj 2 pa so nas, pa naj si je šlo za glasbene uprizoritve poezije slovenskih pesnikov ali slovenske narodne in ljudske, popeljali s pesmijo po celotni deželi. Za pest zemlje, a polno prgišče lepot, to je naša Slovenija in to je bila rdeča nit, torej lepote Slovenije, čemu je bil tudi namenjen ves vezni tekst, ki je pa poudaril slovensko besedo, slovensko pesem, slovenstvo. Prispodoba celega današnjega koncerta, vsaj drugega dela gotovo je bila slovenska zemlja, slovenska beseda, domači kraj, očetova hiša, vse te nekako vrednote, ki jih tudi v samem zboru člani in mi gojimo. Tako da smo v tem duhu tudi zaključili za Slovenijo. Uradni del koncerta so zaokrožili s priredbo Avsenikove Slovenija, odkod lepote tvoje, skupaj z letošnjimi gosti. Zaradi bolezni je od pihalnega kvarteta ostal le pihalni trio glasbene šole Emila Damič iz Dobrave, ob spremljavi bas kitare vskočil je kar pevec moškega pevskega zbora Župnije Preska. Sledile so tudi zahvale, med drugim Marti Štrukal iz Žleb, ki jim je zašila brezrokavnike. S prispodobo pa se je vsem ženam pevcem zahvalil tudi sam zborovodja. Prispodoba pevskega zbora je voz, ki ga vlečejo konji in dirigent, ki voz pelje v pravo smer. Konji morajo vsi vleči enakomerno, nihče ne sme vleči stran, niti prehitevati, niti izstopati. In naloga dirigenta je, da te konje ukroti iz mladega, iskrivega žrebička v poslušnega in odgovornega konja. In zdaj ta prispodoba sem uporabil ravno zato, da sem se zahvalil tudi ženam, ki stojijo možem ob strani in tudi prispevajo delež te vzgoje.
Če ste se pretekli petek nahajali v okolici medvoškega kluba Jedro, ste prav gotovo videli mnogo bradatih postav, oblečenih v črno in slišali glasno glasbo ter bojne krike. A brez skrbi, to ni bil vikendški pohod, ampak največji folk metal festival na Slovenskem, sedaj že tradicionalna Svarunova noč. Svarunova noč se sedaj že tradicionalno odvija vsak konec novembra v prostorih kluba Jedro. Na samo idejo sta prišla Mitja Ovsenik in Matej Hrustek, člana folk metal zasedbe Brezno, ko sta pred leti izvedla koncert za češko skupino, ki so prav tako preigravali folk metal. V bistvu sama ideja se začela 9 let nazaj, če se ne motim, ali že celo 10. Ne vem, kje Svarunova sploh je. 9. se mi zdi. Ko smo v Ljubljani v bistvu z Breznom, ki je pač naš band tudi originalno bil, izmenjali en špil z enimi Čehi. In takrat tisto leto smo rekli, da bi nek festivalček, ki smo ga takrat organizirali, letno ponovili pa probali narediti kaj iz tega. Zdaj smo 9. leto tukaj in mislim, da zadeva kar stoji kot nek dogodek, ki je prepoznaven. Vsako leto organizatorji Svarunove noči skušajo obiskovalcem prikazati čim bolj pester nabor folk metal bandov tako iz Slovenije, kot tudi iz drugih držav. Letos so se predstavile 4 skupine: Zarja, Valuk in Morost, ter še poljska skupina Valkenrag. Eno je, da zmeri naše zasedbe, ki igrajo, ponovadi so zmeri 2 ali pa 3 slovenske, tako da probamo neko slovensko sceno podpreti, pa najti neke bende, ki so dejavni, pa ki so mogoče zanimivi za naše okolje. Plus vedno probamo enega tujega pripeljati, ki tudi reprezentira ta stil folk metal, nekje iz Evrope, da probamo v bistvu tudi malo začiniti recimo celoten dogodek, pa pripeljati nekaj, kar še ni bilo v Sloveniji. Tako da dotičnega, ne vem, prek interneta, prek nekih raziskav, ko itak pač poslušaš neko muziko, pa ti je kaj všeč, pa rečeš, da je to bilo pa fajn mogoče imeti. Ja, predvsem se nam gre za to, da recimo, če še nek tuj band, se ponavadi ti naši bendi pol povežejo, z njimi sklele se itak družijo in tako, in se slej, ko prej zgodi, da dobi kakšen slovenski band pol še z njimi špil nekje v tujini. In lih zato se nam gre, da scena malo živi. Sej mogoče res v zadnjem času malo zamera, ampak danes je videti, da je kar v redu še zmer. Actually, we got an invitation from the organizers. And actually we didn't thought for a while, just took it because we have never played in Slovenia, and we took it as a good chance just to show our band our music and visit other country, a Slavic country. So it happens that we are here, and we hope that our show and the rest of the shows will be pretty good, and the audience will appreciate it and will have good fun. Glasba folk metala temelji na etnični in tradicionalni glasbi nekega ozemlja, zato ni čudno, da se sam Valkenrag tako dobro sovpada s slovenskimi skupinami, ki so nastopili, saj oboji prihajajo iz slovanskih kultur. Sama glasba je podobna bolj znani in zastopani podzvrsti black metal, le da je folk metal bolj hiter in živahen. V slovanskih državah je ta zvrst dokaj nova, saj se je začela in popularizirala v nordijskih državah, a ne glede na to tudi na našem ozemlju hitro pridobiva poslušalce in oboževalce. Metal je vseeno taka muzika, da ima tisti žmoht pa to, folk ima pa tisto zgodbo zadaj, pa to neko pristnost, povezavo s koreninami, pa tako, ne vem, pač kar prišlo je to. We are first time in Slovenia, so I actually didn't know how much the folk or Viking or pagan metal is popular in Slovenia. But in Poland it always depends from the mood of the audience actually. So it happens that you are playing a concert and the people in front of the stage are full booked or something like that. But it also happens that there's only a few thousands of men, let's say. It's some kind of lottery. In Poland. I speak only about Poland, because, as I said, first time in Slovenia. Sam koncert je bil velik uspeh, kot je bilo razvidno po velikem številu ljudi in splošno atmosfero na samem koncertu, zato imajo organizatorji v prihodnosti ponovno v načrtu izvedbo Svarunove noči. Tukaj srečujemo ljudi, ki jih ponavadi samo enkrat na let vidimo, in je to že zaradi tega luštno. Ampak mislim, da so kar zadovoljni, kakor sem spraševal okoli. Že zdaj po dveh, v bistvu po enem bendu že vemo, da je ratal, tako da je kar fajn. Kakšne pa so same vizije za prihodnost Svarunove noči? Jaz mislim, da zaenkrat
da ostane v nekje tem formatu, je mislim, da čisto ok. Dosti smo že vajeni v bistvu z jedrom sodelovati, dosti utečena ekipa, pa to v bistvu dosti pomaga pri organizaciji sami, pa tudi se mi zdi, da kar se velikosti tiče, je to nekaj, na kar bi v resnici ciljali. Z jedrom na več praktično ne moramo iti in nekako smo pa že vzpostavili nek tak odnos z ekipo, tako je rekel, da nam je škoda, da bi zdaj šli, ne vem, nekam v Ljubljano, center, v eno veliko dvorano delati, ker mogoče ima pa lik za to stvar dušo. Pretekli petek je kolesarski klub Medvode imel zaključno prireditev za vse udeležence akcije 50 vzponov na Katarino. Vse sodelujoče so pogostili v gostišču Vihra, na njim že znani Katarini, kjer so tudi razglasili rezultat o tem, kdo se je v letošnji sezoni največkrat s kolesom podal na Katarino. Sedaj že tradicionalna akcija vzponov na Katarino je bila letos, za razliko od preteklih let, zasnovana malo drugače. Drugače poznana akcija 60 vzponov na Katarino jih je letos štela zgolj 50, saj so člani kolesarskega kluba menili, da so se v 18 letih, odkar so začeli z akcijo vzponi na Katarino, njihovi udeleženci malček postarali in da je lažje, da tokrat organizirajo 10 vzponov manj. Danes smo 18. zbrani na Katarin kolesari. Kolesari, ki kolesarimo 8 mesecev na Katarino. Torej letos običajno smo imeli 60 vzponov na Katarino, maksimalno, ne. Letos smo malo zmanjšali, zaradi tega, ker smo se vsi za 18 let postarali. In je bilo treba majčkeno zmanjšati. A to zmanjšanje obveznega števila vzponov marsikoga ni zaustavilo, da ne bi prekoračili te meje. Najboljši pa so to mejo prekoračili kar s 4-krat večjo številko. Letos pa že zadnje 3 leta je tale Mojca Hrovat naredila 140 vzponov. 140 med ženskami, med moškimi je naredil pa član kolesarskega kluba Medvode, Arčon Franc, on jih je naredil pa 202 vzpona. Torej, lahko povem še to, da so tudi starejši, ki sodelujejo in najstarejši par med temi, ki so naredili 50 vzponov ali več, sta Kalan Ivanka in pa njen mož Kalan Tine. Torej, Tine je letnik 1944, Ivanka pa mogoče kakšen let, ne vem, ne smem povedati. Letošnji zmagovalec v moški kategoriji se udeležuje vzponov na Katarino že od samega začetka, a letos pa je postavil svoj osebni rekord kar presenetljivih 202 vzpona. Ja, to je že kar tradicija, to že traja kar nekaj let od začetka, ne. In letos sem se pač odločil, da naredim malo več, ne, ker je bilo malo več časa. Kolesarski klub Medvode si je to akcijo zadal že pred 18 leti, z namenom, da bi prebivalce Medvod spravili na kolo in jih spodbudili, da si tudi na kolesu ogledajo lepote medvoške občine Polhograjsko hribovje. V 18 letih delovanja jim je ta cilj zelo dobro uspel, saj lahko vidimo, da se vsako leto udeleži več in več Medvoščanov in tudi ljudi iz drugod, ki se več kot 50-krat posmejo na Katarino. Torej, z namenom spodbuditi ljudi v rekreacijo, v gibanje. To je bilo pred 18 leti naš cilj, da spravimo na kolo čim več ljudi. Torej, do letos smo jih veliko, lahko si pogledate na naši spletni strani, kjer je statistika, boste videli, koliko je to vzponov narejenih. Torej, vabim, da si ogledate to statistiko. Kegljanje. V slovenskih kegljaških ligah so bile odigrane tekme 9. zadnjega jesenskega kroga. Hidro je v prvi B ligi izgubil v Kranju in je trenutno 3. na lestvici z 10 osvojenimi točkami. V Ljubljanski ligi pa je bil odigran 8. krog. Obe medvoški ekipi sta igrali doma in zmagali. Košarka. Članska ekipa Brinox Medvode je v gosteh izgubila z ekipo EC Triglav z rezultatom 81-65. V drugi slovenski ligi je doslej zabeležila 3 zmage in 5 porazov in je v drugi polovici lestvice. To soboto na domačem parketu igra z ekipo LTH Casting.
Medvoški policisti tokrat poročajo o eni prometni nesreči v Medvodah. Na parkirišču je nespretna voznica trčila v drugo vozilo in potem pobegnila. Ker si je nekdo zapomnil registrsko številko njenega vozila, bo za povzročeno škodo in pobeg tudi odgovarjala in plačala kazen. Tatovi so se v Medvodah tokrat lotili tovornega vozila. Policisti pa o tem, kaj je bilo ukradeno, ne poročajo. So pa vlomilci iz stanovanjske hiše v Pirničah ukradli nekaj predmetov, v tovorno vozilo pa so vlomili v Medvodah še enkrat. O vlomu v hiši poročajo tudi iz Golega Brda. Kar 3-krat pa so policisti v Medvodah obravnavali zlorabo bančne kartice. Vlomilce najbrž tudi sneženje ne bo ustavilo, a policisti so pripravljeni. Priskočite jim na pomoč in o sumljivih osebah obveščajte policijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Veseli december pa ne bo preveč vesel za vse, ki jih moti pokanje, zato bodite prijazni in se uporabi pirotehničnih sredstev odpovejte. Hvaležna vam bo tudi denarnica, pa ne samo zato, ker denar kar izpuhti v zrak, temveč tudi zato, ker bo cena ob nezakoniti uporabi pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, torej v strnjenih naseljih v okolici šol in zdravstvenih ustanov, precej višja, kot bi si želeli. Udeležite se akcije, postani zvezda, ne meči petard. Policisti bodo sicer v decembru še bolj prisotni zunaj, saj bodo posebej pozorni tudi na psihofizično stanje voznikov, zato tisti, ki nameravate sesti za volan, ne pijte alkohola. Kaj početi prihajajoči konec tedna? Veseli december je tu, pa veseli dan kulture. Karitas nedelja. Obiskal nas bo že prvi dobri mož in še se bo dogajalo. V Medvodah vas čaka en kup prireditev, poiščite si kakšno po svoji meri. Mi bomo z vami že čez teden dni. Nasvidenje!